Rex je bila italijanska potniška ladja, ki je v času fašizma veljala za italijanski nacionalni ponos. Bila je največja, najhitrejša in najbolj razkošno opremljena, skratka veljala je za pravi biser inženirske in dizajnerske odličnosti. Zgradili so jo leta 1932 v ladjedelnici v Genovi, potem pa je plula le 12 let. Torej 8. septembra je obletnica, ko se je ladja Rex na našem področju, to se pravi na obali oziroma 20 metrov od obale med Izolo in Koprom, dokončno ustavila pri nas. To pomeni, da od takrat naprej se ni več premikala, ni več plula in se zasidrala v spomin in pa v neko vedenje ljudi, ki živimo danes tukaj ob morju. Namreč ladja Rex ni bila zgrajena v teh krajih. Ladja Rex je bila zgrajena v Genovi, v ladjedelnici Ansaldo v začetku 30. let. In bila je to ena večjih oziroma največjih potniških ladij, luksuzna ladja, ki jo je dejansko dal zgraditi Mussolini oziroma tedanja fašistična oblast, ki je stremela po neki veličini, po poveličevanju in tako naprej. In to je ladja, ki je tudi dosegla modri trak, to je za najhitrejši čas med plovbo med Evropo in pa Ameriko. Ta ladja je plula vse do leta 1940, z njo so pluli številni potniki, med njimi hollywoodske zvezde, kot je Clark Gable in pa nekateri drugi. Z njo je plul tudi Tamanini, znani boksar, in spomine na te njegove plovbe imamo tudi objavljene. Rex je zadnjič priplul v New York 9. maja 1940 s 1160 potniki. Čez 2 dni je odplul nazaj proti Genovi, v katero je prispel 20. maja 1940. Nekaj dni pozneje je ladijska družba objavila ukinitev vseh potniških prevozov. Tik pred italijansko napovedjo vojne Franciji in Veliki Britaniji 10. junija so ladjo Rex v želji, da bi jo zaščitili pred napadi sosednje Francije, napotili proti Jadranskemu morju. Leta 1940, ko se je začela vojna, so ladjo poskušali umakniti iz Sredozemskega morja z oceanov in so jo pripeljali najprej v Jadransko morje, najprej v Pulo, potem pa v Trst. In v Trstu so jo privezali ob 6. pomol in tam je ladja bila razpremljena in je čakala tam vse do 5. septembra 1944. Ko se je začela druga svetovna vojna premikati v neko zaključno fazo, ko so zavezniki prodirali tako po celini kot po Apeninskem polotoku in ko so 10. junija prvič začeli bombardirati Trst in so se potem ta bombardiranja nadaljevala in ko je že resno kazalo, da bo Tretji rajh izgubil vojno in da postaja Istra na nek način tudi točka, kjer bi se lahko zavezniki izkrcali, pa je postala situacija malo drugačna. 5. septembra so ladjo, takrat je bila namreč pod nemško vojsko, do kapitulacije Italije 8. septembra 1943 pa so z njo upravljali Italijani, so ladjo odvezali in jo premaknili. In nasedla je med Izolo in Koprom. Še vedno ne vemo, ali je bil to namenski manever ali se jim je zgodila nezgoda in je ladja pač nasedla na nizkem morju. To še nismo ugotovili, vsekakor dejstvo je, da je v igri več možnih scenarijev, da je bil to namenski scenarij, da ladjo na nek način vendarle pripeljejo do tako nizkega morja, da bi jo v primeru, da bi jo zavezniki bombardirali, uničili, nekoč nemška vojska še vedno lahko usposobi, da ni na preglobokem morju. Kajti težko je razumeti, da Nemci ne bi imeli tako dobrih pomorščakov, da ne bi vedeli, kaj se dogaja in da to verjetno ni bilo naključje. 8. septembra
kar je zame osebno, vsaj jaz si tako razlagam, velik simbol. To se pravi, na prvo obletnico propada fašizma pa so ladjo bombardirala zavezniška letala, ki so priletela iz južne Italije. In v drugem napadu jo raketirala in v drugem napadu je bil Rex, to se pravi, bila ladja tako zelo uničena, da je začela goreti. Gorela več časa in potem se nagnila na Bug in tam obstala vse do leta 1947 oziroma do 1958, ko so končali z ladjo razrezovati. Da bi celostno razumeli Rexovo zgodbo in usodo te ladje, je ključno razumevanje zgodovinskega, družbenega in političnega ozadja. Po vojni pa je položaj te ladje, usoda te ladje postala del celotnega zgodovinskega, danes rečemo zgodovinskega, ampak tedanjega političnega, diplomatskega in drugega dogajanja okoli tega našega ozemlja, okoli Istre, okoli tržaškega vprašanja, okoli pridobivanja Trsta. Šele leta 1947 je bila podpisana pogodba med Italijo in Jugoslavijo in takrat je bilo ustanovljeno svobodno tržaško ozemlje, kajti za področje, na katerem mi danes živimo in kjer je bil Rex potopljen, še niso našli rešitve. Tako je Rex pripadal coni B svobodnega tržaškega ozemlja. A še preden se je to zgodilo, pa je imela jugoslovanska uprava oziroma vojaška uprava tukaj možnost in je v soglasju oziroma z navodili beograjskih oblasti iz ladje Rex odnesla veliko vitalnih strojev, opreme, ampak to ni bila edina taka evakuacija predmetov oziroma premoženja, kakor so oni zapisali. Takrat so namreč evakuirali ogromno ladij ribje industrije, ladjedelnice v Kopru, piranskih soli in tako dalje. Ko smo začeli pripravljati knjigo o Rexu, o mitu iz Plitvine, smo k sodelovanju povabili številne zbiratelje, številne strokovnjake na različnih področjih, številne novinarje, pripovedovalce zgodb in tako naprej. In odvetnik iz Ljubljane, gospod Mitja Lamut, ki je tudi avtor 2 mogočnih monografij o potniških ladjah na razglednicah in pa o parnikih Jadrana na razglednicah, je prebrskal arhiv v Beogradu, arhive v Berlinu, državni arhiv v Berlinu in pridobil dokumente s natančnimi popisi opreme, ki so iz ladje Rex odpeljali v Jugoslavijo. Ta oprema se je potem vključila v druge jugoslovanske ladjedelnice, vgradili so jo v številne ladje, tako da Rex zelo verjetno še kje, mogoče s posameznim kosom tudi še obstaja, živi naprej. Jugoslovansko sodišče za pomorski vojni plen v Splitu jo je junija 1946 razglasilo za pomorski vojni plen. Po vojni so Rexa razrezali za staro železo. Ker pa je bila Jugoslavija takrat v zelo slabem povojnem stanju, je bilo potrebno in ker je bilo v Jadranskem morju veliko potopljenih, uničenih ladij, ker so bila uničena tudi marsikatero pristanišče, predvsem je bilo v zelo, zelo slabem stanju Reško pristanišče. Govorimo sedaj namreč o času in prostoru, ko je bilo to ozemlje zelo povezano z Reko, s Kvarnerjem, z Jugoslavijo, je bil tam ustanovljen inšpektorat pomorstva. Ta je v skladu z zakonodajo oziroma s pravilnikom, ustreznim pravilnikom, pozval vse luške kapitanije, da popišejo uničeno ladjevje oziroma popišejo škodo, ki je nastala zaradi vojne na pomorskem področju. Med drugim so popisali tudi ladjo Rex in komisija na tedanjem inšpektoratu ugotovila, da je Rex tako zelo poškodovan, da ga ne morejo dvigniti in da ga bodo razrezali za staro železo. To namreč poudarjam,
Zato, kajti dolgo časa se je, mislim, da dokaj nerealno obtoževalo jugoslovanske oblasti, da so uničile neko kulturno dediščino. V tem času, leta 1947, Rex ni bil kulturna dediščina. V tem času je bil Rex ladja, ki so jo uporabljali fašisti in nacisti. Govorimo o 2 letih po vojni, ko so bile vse hude travme, žrtve in tako naprej še vedno zelo močne in pa prisotne pri ljudeh. Drugi razlog, zakaj so se to odločili, je bilo to, da je bilo potrebno očistiti plovne poti. Jugoslavija je namreč želela razvijati pomorstvo, zato so začeli iz globin dvigovati ladje in so jih dvigovali zelo velikih globin. In tudi tukaj, na tej obali, je bilo potrebno umakniti Rex, zato da bi nekoč pomorstvo oziroma vsaj ta maloobalni promet, kakor se je takrat razvijal, nemoteno tekel. Ladja je bila pa res tako ogromna, da je trajalo polnih 10 let, da so jo razrezali. Na Reki so ustanovili podvodno potapljaško skupino Kopar, ki je začela rezati ladjo Rex na kose. Na Reki in potem kasneje v Splitu je delovalo podjetje Brodospas. Pri tem podjetju so ustanovili podvodno potapljaško skupino Koper in jih poslali sem in v obdobju začeli so rezati, odlagati velike kose železa na posebne mone. Po letu 50 mi je priskočil na pomoč tudi Veli Jože, to je bil posebno dvigalo, edino tako na celem Sredozemlju, ki je kasneje recimo sodelovalo potem tudi v Sueškem kanalu in tako naprej. In to so te velike kose železa prevažali v Pulo, z monami v Pulo, od tam razrezali v rezališčih na manjše kose in potem z vlakovnimi kompozicijami na Jesenice in tudi v Štore, kjer so potem to železo oziroma nekoč Rexa raztopili v kvalitetno jeklo. To pot so morali ubrati predvsem tudi zaradi tega, kajti v tistem času povezave med Izolo in Koprom z Ljubljano in pa Jesenicami nikakor ni bilo železnice, ni bilo ceste, še kakšne avtoceste. Tako so izgledali potapljači, ki so pod vodo rezali z ognjem pod vodo. No, to je pa gospod Jagodnik, je bil malo preveč časa v vodi, pa je dobil to embolijo, pa je umrl. Jaz sem bil pa na pogrebu njegovu. Ladja Rex je bila v Trstu zasidrana od avgusta leta 1940 do 5. septembra 1944. Privezali so jo na 6. pomol in po kapitulaciji Italije so jo prevzeli Nemci. In že v vsem tem obdobju, v tem 4-letnem obdobju, so iz ladje predvsem italijansko, tržaško prebivalstvo odnašalo drobnarije. Dokaz za to je zagotovo ogledalo, ki smo ga pridobili v našem projektu, ko se je našlo na smetišču in je potem ga je gospa, ker je zadaj pisalo Rex, podarila muzeju. Največje ropanje se je pa po pričevanjih zgodilo v obdobju nemškega upravljanja z ladjo, to se pravi od 8. septembra 1943 do septembra 1944, ko so po nekaterih podatkih s celotnimi vlakovnimi kompozicijami vozili predmete z ladje Rex v Nemčijo, na Češko in drugam. Ali vse to drži ali ne in ali bi danes še našli te predmete v Nemčiji in drugod, je seveda vprašanje, to bi bil verjetno tudi mednarodni projekt in lahko tudi za nekoga vseživljenjsko delo. Vsekakor predmetov, kakršnih vidimo iz različnih publikacij, razglednic, reklamnih prospektov ladje Rex in tako naprej, danes ni veliko. Nekateri so, za nekatere zagotovo lahko rečemo, da so bili na Rexu, za nekatere je pa še vedno vprašljivo in je potem potreben študij. V času razrezovanja ladje Rex so tudi številni domačini ponoči iz nje odnašali stvari in te predmete uporabili za lastne potrebe ali jih prodajali na črnem trgu. Sprevrnjene ladje so odnašali vse,
česar niso odnesli najprej Italijani, potem pa sistematično nemški vojaki, ki so odpeljali najdragocenejše stvari. Vseh teh razrezov, oziroma že takoj po vojni, so ljudje, ki so živeli tukaj na obali z te luksuzne ladje, odnesli kakšne drobnarije, tisto, kar je na tej ladji še ostalo. Največji del izpraznjanja luksuzne opreme pa je potekal v Trstu, ko so tudi Tržačani, ljudje za vsakdanje življenje, da so si pomagali z različnimi predmeti. Tisto, kar so pa potem po razrezih odnašali tudi naši zbiralci, so pa kvečjemu kakšni ostanki, so različne cevi, različna okna. Skratka, to boste pogledali še pri zbirateljih. So šli, bom rekel, po kmetijsko robutati, so tisto pobrali po noči. Kasneje so postavili stražarja, ki je čuval Reksa in je čuval, da se ne krade. S tem stražarjem sem imel pristen kontakt, večkrat je prišel delfin v Izolo in sva se pogovarjala o teh zgodb, kaj je on se preprečil in tako. To so take majhne, drobne zgodbice, ki se lahko človek nasmeje, so pa resnične. Ena izmed takih predmetov, ki so jo podrobno preučili v Pomorskem muzeju Piran, je posoda, ki jo je leta 2005 ponudil v odkup gospod iz Ljubljane, Ratimir Alojz Majcen. Po preverbi smo to ugotovili, da je to zelo verjetno bila. Z finančno podporo Ministrstva za kulturo smo to posodo odkupili in zato je bila 2008 potem postavljena prva taka večja razstava o ladji Reks, kjer pa so bili na ogled številni originalni predmeti, kajti takrat smo pristopili do zbirateljev v Italiji in na Hrvaškem in pri nas, ki so nam za to razstavo krajši čas posodili svoje predmete. Ker pa je bilo pozanimanje za to ladjo izjemno veliko, je padla odločitev, da izdamo tudi knjigo, kjer smo pa celotno zgodbo še razširili, tudi objavili poziv, da se posamezniki oglasijo, vkolikor imajo spomine, predmete, in moram reči, da odziv je bil, vendar še zdaleč ne takšen, kakršen smo pričakovali. Reks pa ni bil pomemben samo zaradi predmetov, ki so ostali na ladji, temveč tudi zaradi zaloge nafte, ki se je še vedno nahajala v njej. Ta je ob razrezu večkrat povsem onesnažila morje v Koprskem zalivu. Ampak Reks je bil ladja, ki je v sebi skrivala še ogromno ton nafte. To je bila, in ta nafta je bila izjemno cenjeno blago takoj po vojni. In o tem pa so ohranjeni številni zapisi, kajti to nafto so sklenili jugoslovanske pomorske oblasti z italijansko firmo, da je nafto izčrpala in jo potem odpeljala v Italijo, in na račun denarja, ko so prodali nafto, so potem odkupili, ne boste verjela, ampak potapljaško opremo, ki so jo potapljači podjetja Brodospas uporabljali za dvigovanje in pa rezanje ladij pod vodo. To se pravi, to so bile take zelo praktične stvari. Veliko se govori tudi o tem, da naj bi bil na ladji skrit zaklad tržaških Židov. Spomine na ladjo Reks pa obujajo tudi številni posamezniki in zbiratelji, med katerimi zagotovo izstopa Marjan Kralj iz Izole. V Izoli ima galerijo, posvečeno ladji Reks, z bratom Dimitrijem je izdelal tudi spletno stran o Reksu in je tudi ustanovitelj Društva ljubiteljev morja Reks, ki je delovalo 25 let. Moj brat Dimitrij naredil spletno stran in dal to v svetovno javnost v 3 jezikih, angleško, nemško, italijansko in pač slovensko. In takrat so informacije o Reksu kar začele vreti na plano, ne. Vsak se je nekje oglasil in povedal nekaj.
tudi iz Amerike, tudi iz Zagreba, če hočem reči, da ne. Mislim, da je ta spletna stran naredila največji boom, kar se tega tiče. Če zdaj se zahvaljujem vsem tem članom, ki jih večinoma ni več, ki so že pomrli, starejši ljudje in tako naprej, ki imajo doma te stvari, kjer smo se v teh prostorih tudi družili in pogovarjali o Reksu. Sem so prihajali iz Italije, Avstrije, od povsod in smo pač debatirali, kdo ima kaj. In še zdaj imamo dobre odnose z nekaterimi. Edino, kar je za izpostaviti, da so turistični delavci in te, ki so odgovorni, tako vehementni do zbirateljstva, mogoče celo ljubosumni, mogoče kdo ve kaj, da se iz tega nismo nič naučili, da nismo nič naredili, kar bi lahko in v turistične namene, pa tudi za nas domačine, bi vsaj tam pri Reksu bi lahko se kopali ali karkoli. To je za izpostaviti. Marjan Kralj velja za pobudnika spominjanja in največjega poznavalca ladje in njene usode. V okviru Društva ljubiteljev morja Reks je na tem področju oral ledino in postavil temelje za nadaljnja raziskovanja. Ko smo mi to delali, muzeji, tako v Trstu, kot v Kopru, kot na Lučki kapitaniji v Kopru, kot Piranski muzej, niso imeli popolnoma nič od tega. Piranski muzej je imel nekaj teh fotografij in to je bilo praktično vse. Pa tu pa tam je kakšen od delavcev njihov kaj vedel, a ne. V glavnem, mi smo prebijali ta led. To je totalno včasih butanje z glavo v zid. Kot se spominja Kralj, je nekoč iz potovanja po Avstraliji prinesel film o bombardiranju Reksa. Ko sem pa prinesel, bil sem v Avstraliji, ko sem pa prinesel ta film o bombardiranju Reksa, ki sem dobil preko nekega Rusa, ne, tiskrat je bilo pa to nek wow, kje si to dobil, ne. To je prišlo iz Avstralije. Na tej kaseti je ves posnetek od raketiranja, ker Reks ni bil samo bombardiran, bil tudi raketiran, kratke rakete, in mitraljiran. Pol leta sem rabil, da sem to dobil v Slovenijo, da so me pol na televiziji to presneli na CD in so to kasneje oni uporabljali kot njihovo lastnino, kar pač ni lepo, ne. Na vprašanje, kaj mu danes pomeni ladja Reks in zakaj ga je od nekdaj zanimala, odgovarja. Zdaj ta trenutek skoraj nič več. Na začetku mi je bil pa velik izziv raziskovati nekaj neraziskanega. Tiskrat, ko sem začel s tem, se o Reksu praktično ni govorilo nič. Starejši ljudje, ki so bili, so sicer videli bombardiranje, so videli vse, kako so ga rezali, kako je to delovalo vse skupaj. Ostali pa niso vedeli nič. In to je bil en tak moj izziv in sem začel z raziskovanjem te ladje do te mere, dokler ni postalo popularno in so začeli prihajati ljudje pač do mene, pa me malo spraševali in smo ustanovili društvo. Društvo ljubiteljev Reksa ali pa društvo zbirateljev in tako naprej. In to so bili ljudje, ki so vse to doživljali, so bili starejši od mene, mnogo starejši in so mi pripovedovali razne zgodbe. In rekel, lej, to imam pa jaz doma, jaz imam pa to doma, joj, moj nono je pa to doživel. In to so bile neverjetne zgodbe. Reks je kljub svojemu nesmiselnemu koncu oziroma verjetno prav zaradi njega postal nesmrten. Če velike potniške ladje Reks med vojno ne bi potopili med Koprom in Izolo, danes morda sploh ne bi vedeli zanjo. Zakaj ostaja tako zanimiv za tukajšnje prebivalstvo?
Bi rekel z enega čist preprostega razloga. To je, ker sem prej rekel, da je bil Rex mnogo večji, mnogo pomembnejši tudi od Titanika, a ne? In bi s Titaniki naredili in filme in zgodbe in tako čuda bi naredili, a ne? O Rexu je bila pa tišina. In mi smo videli ogromen potencial v turistične namene. Naredili smo en kup enih projektov, predložili in občine Izola, Koper in tako naprej, ki se pa žal, kdo ve, iz katerih razlogov se ni uresničilo. In tako je potem tudi vse skupaj počasi zamiralo, ljudje so se utrudili in zdaj praktično niti ne vemo, kaj vsem tem materialom narediti. V slovenski Istri Rex torej ostaja vtisnjen v kolektivni spomin. Poimenovali smo tudi del obale v bližini mesta potopa te velike italijanske čezoceanke, ki ga domačini poznamo kot Pri Rexu. No, naše društvo je postavilo obeležje. To je v eni marmornati plošči bil narisan Rex, ki ga je, jaz sem ga pač zrisal, Marjan Motoh, žal pokojni, je pa to jedkal v to skalo, v ta marmor in člani naši so pa to montirali, moram reči, zelo profesionalno na eno veliko skalo, celo so jo pobarvali v rdeče in to je bil en kratek, majčken obeležje za to, kje naj bi bil potopljen Rex. Poznavalci in zbiratelji te nekdaj prestižne potniške ladje si že dolgo prizadevajo, da bi morali občini Izola in Koper z državno pomočjo tu postaviti nekakšen razstavni ali interpretativni center, v katerem bi javnosti predstavili bogato in zanimivo zgodbo te ladje. Doslej te ideje še niso obrodile sadov. Ena, ki še zdaj mi je žal za njo, namreč iz Splita je ta gospod Dvornik, mislim, da se je tako klical, mi je poslal eno krasno pismo, na roke napisano v lepi kaligrafski pisavi. Je rekel, a ste to vi, gospod Kralj, se vi ukvarjate z Rexom? Sem rekel, ne jaz, ampak naše društvo se ukvarja z Rexom. Je rekel, tle v Splitu smo pa mi najdli 3 črke, ki so baje iz Rexa. V enih katakombah so najdli. Jaz ne vem, je rekel, kaj bi znal, če prijeste iskat, pa jih pa dam. In pol mi je odgovoril, sem mu odgovoril, to ja, bomo prišli iskat in tako naprej. Ampak, če tako malo povem, odgovorni ljudje v izolski občini, ki sem jih prosil, da bi šli z mano to iskat, pa da mu temu človeku nekaj poklonimo zraven. Jaz sem bil pripravljen pokloniti eno od mojih slik v zamenjavo za te črke. Ni bilo nobenega, razen pokojni Silvano Šao, on je bil navdušen nad tem, ampak žal je bolezen toliko zdela, da ni mogel iti. No in tako so kasneje te črke ostale v Splitu in so samo iz teh 3 črk naredili krasen muzej Rexa v Splitu. Mi ga pa tle nimamo. To je ena od takih pripetij, v kateri se vidi, da odgovorni ljudje, turistični delavci, ne vem še kaj bi povedal, nimajo tiste afinitete ali pa posluha za take malenkosti, ki niso malenkosti. V Splitu je torej končal del Rexa, ki je danes neprecenljive vrednosti. Gre za 3 velike litoželezne črke, R, E in X, z ladijskega premca, ki so za razliko od številnih kovinskih delov končali v tamkajšnjem muzeju. Prvotno so rekli, naj bi bil Duka, ne. Potem so se pa le odločili, da bo nekaj več, ker to je bila največja, najmodernejša, ladja na svetu. V obdobju svojega vrha in blišča je bil Rex največja potniška ladja, ki je plula pod italijansko zastavo. Visoka je bila 40 metrov, imela je 12 nadstropij, poleg tega pa 2 visoka dimnika, ki sta v višino merila 15 metrov. Rex je plul večinoma na liniji Genova-New York, za to razdaljo pa je potreboval približno 6 dni in pol.
Leta 1933 je kot najhitrejša ladja preplula Atlantik v 4 dneh, 13 urah in 58 minutah in kot prva italijanska ladja osvojila modri trak. Moč 4 motorjev je znašala 140.000 konjskih sil. Ta ladja je bila mnogo večja od Titanika. Ker ladje se ne meri v dolžini, ampak v njegovi nosilnosti. In če pogledamo tako, da je Titanik imel posplošil 43.000 bruto registrskih ton, to je merilo, ki se meri velikost barke, ladje, je Rex imel koliko? 52, se pravi ogromno večjo nosilnost, ne. Se je imel tudi otroški vrtec gor, igralnico. Te predmeti še vedno obstajajo. Imel je 2 telovadnici gor, Rex. Vem, kje so te predmeti, recimo bradlja, kje je te medicinke, ki pa nisem prepričan, če so bile z Rexa, ker on človek je povedal, da je to bilo na Rexu. Nisem bil pač siguren v njega. Je pa ogromno ljudi, ki so rekli, to je z Rexa in je preverjanje včasih zelo težko. Jaz pa hočem biti, da je to potrjeno, da je to res iz Rexa, ne. Na govorice ne dam kaj dosti. Na muljastem morskem dnu med Izolo in Koprom je še danes ostala edinstvena sled, kakih 200 metrov dolg in 30 metrov širok in 5 metrov globok odtis ladijskega trupa. Ladja Rex je naredila korito v izrinjeni del mehkega sedimentnega dna ob straneh in premčnem delu. Takega odtisa potopljene ladje menda ni nikjer drugje na svetu. Mi smo, pač spet bom imenoval kot društvo, smo naredili prvi profesionalni potop na Rexu in da so to posneli vse. Potem je pa firma Harfa iz Kopra naredila pa res totalni posnetek morskega dna tam in kaj je to ostalo, to da se da tam lepo videti, tako da sem zelo zahvalen njim. To potapljaško društvo ne bilo društvo, to je bilo kar zveza iz Slovenije, smo pa skupaj naredili ta potop na Rexu, ne. Ostanki ladje Rex na morskem dnu so že 17 let vpisani v register nepremične kulturne dediščine, od leta 2009 pa zavarovani kot arheološko najdišče. Rexova zgodba je večplastna. Po eni strani je simbol tehnoloških dosežkov 20. stoletja, po drugi pa tudi uničujočih vojn. Ladja, ki je bila v njenih začetkih ponos italijanskega ladjedelstva in ki je zaslužna za to, da se je Italija sicer za kratek čas postavila ob bok velesilam 20. stoletja. Kljub hitrostnemu rekordu prečkanja Atlantika, za katerega je prejela modri trak, pa je na koncu klavrno končala potopljena in zbombardirana na točki med Izolo in Koprom. Od ladje Rex je v Sloveniji, pa tudi drugje, na koncu ostal predvsem mit.